V avli blejske festivalne dvorane je bila na ogled razstava ročnih del, ki so jo že 6. pripravile članice Društva upokojencev Bled iz sekcije vezil Vide. Tudi letos niso razstavljale same. V goste so povabile vezilje iz Zasipa in iz Trsta. Iz Trsta smo jih pa povabili zato, ker imajo res izdelke, mi jim rečemo špica vezenin. Spoznali smo se pa v Velenju na tej mednarodni razstavi in tam smo se tudi zmenili, da bi mogoče prišle sem razstavljati. Na vsaki 2 leti gospe razstavljajo in pokažejo, kaj vse so v tem času izvezle, nakleklale, spletle in nakvačkale. Tako smo lahko v avli festivalne dvorane občudovali prte, predpasnike, torbice, okrasne blazine in še marsikaj drugega. Gospa Breda prihaja iz Poljanske doline, kjer je že od nekdaj med ročnimi deli močno prisotno kleklanje. Tam je kleklanje na dnevnem redu in je to nujno bilo. Včasih je bilo to nujno. Mi smo bili 4 otroci, pa 3 smo kleklali, sestra je bila toliko mlajša, da še ni, ampak mi smo imeli naštiman 2 punkla in nista smela nič stati, tudi če smo hodili v šolo. Mama je zmeraj rekla, punkl stoji. Rada se spominja svojih začetkov. Z vezenjem se je začela ukvarjati leta 1968. Sem hodila v zdravstveno šolo in sem bila na praksi v Begunjah. Tam so pa imeli delovno terapijo in tam je to delovno terapijo vodila Anka Medja. In ona je imela res lepe izdelke, so delali tam ljudje. Ona je to skupino, ki so imeli to delovno terapijo, vodila in pripravljala vzorce, vodila, kako se veze in tam sem jaz videla, kako so te izdelki lepi. In tam sem jaz s tem začela, samo potlej tega nisem toliko delala, ko sem pa šla v pokoj. Takrat sem se pa bolj intenzivno začela s tem ukvarjati. Pa tudi na Bohinjski Beli je gospa Vida Pavlušova imela krožek in takrat sem šla zraven, takrat sem se pa začela s tem ukvarjati. Tako ona kot tudi vse ostale članice različnih krožkov vezenja skrbijo za ohranjanje stare kulturne dediščine. Ob tem se družijo in skupaj ustvarjajo. Zame, ko delam, je proces dela prav posebej vabljiv. Zaradi tega, ker prvič, ko vzorec zbereš, je vsa tista priprava prej. To te že vse potegne, kako bo na prtu izgledal. Potlej začneš delati, narediš eno rožo ali pa en vogal. Ja, zdaj moram pa še ta drugega, da vidim, kako bo. Pa ki je prt narejen, se pa jaz prav zmeraj se zavzamem, ki je prt enkrat narejen, pa ga pa operem, pa ga pa celega speglam, da celega pogledam. Nikoli sem on Bogu. To je tisto, ki te pa je res pretegne. Bolj, če gre prt k koncu, bolj hitro htiš, da boš naredil do konca. Navdih za vzorce poiščejo marsikje. Ena mi je enkrat rekla, da ga je videla na tapet. Ga je z tapete dol vzela. Tako da, to je res različno, kje ga vidiš. Ročna dela so del tradicije, so dediščina našega naroda. Znanje in ročne spretnosti se prenašajo iz roda v rod in tako ohranjajo. Čeprav izdelke, narejene na roke, še premalo cenimo, je ves trud in vztrajnost, ki ga posameznik vloži, ob pogledu na ročno narejen izdelek poplačana.